tako da to je to. Zdaj je terapija končana in ko je terapija končana, da počakamo, najprej odstranimo, da snamemo elektrode, na koncu kapo. Vsak pacient ima svoje elektrode, tako da to so vaše elektrode. Takole. Se me pričaka do naslednjič? Tako, elektrode vas počakajo do naslednjič. Zdržijo, v bistvu so to elektrode za celo terapijo, če pa je potrebno, jih pa mi zamenjamo, ampak to so samo vaše elektrode. Takole. Bomo malo si prostora naredili. Takole. Sekunda. Tako, sedaj pa še snamemo kapo. Vse, kar smo prej priklopili, odklopimo. Kapo potem očistimo v eni posebni taki razkužilni raztopini, s katero se čistijo kape medicinske. Malo vam frizuro popravim. Ja. Tako da, tako. In to je to. Hvala za terapijo. Bi pa vas vprašala pri vaji. Nisem vedno čutila elektrike na nogi in na roke. Pa takrat, ko nisem čutila elektrike, je prav, da dvignem roko in da skušam dvigniti nogo oziroma narediti gib. Ko niste čutili elektrike, pomeni, da si niste ali giba pravilno zamislili, da si ga niste začeli pravi čas misliti, tako ste prej rekli, da so vam misli odtavale. To sem tudi jaz kot terapevtka videla, da se je potem takrat meni obarvalo rdeče. Tako da tudi, če vi sami dvigujete roke ali noge, bom rekla, nima efekta. Torej, pomembno je samo vaša zamisel. In ko je vaša zamisel pravilna, se zgodi gib vaše roke in avatar. Tako kot ste videli. Torej, ko ste sami videli, da niste pravilno razmišljali, ko ste dvignili, se tudi pri avatarju nič ni zgodilo. Tako da, zdaj, če jaz to vas prav razumem, ne morem tukaj čist nič švinglati. Nič. Čisto nič. Čisto nič. Okej. Pa... Tako da vas pač mi kot terapeuti vas spremljamo, tako kot sem rekla, če pride recimo, da se večkrat pojavi, da pri multipli recimo se pokaže pri pacientih, da je mogoče ena stran šibkejša kot druga pri zamisli. Tako da to se pri vseh, tudi pri nas, ko smo imeli, bom rekla, ko smo bili na usposabljanju. Takrat, če terapeut vidi, da je en gib se prevečkrat ne zamisli pravilno, da mi vidimo kot neuspešen gib, tako kot sem rekla, potem pomagamo. Ali ustavimo se, pogovorimo s pacientom, ali pomagamo recimo na način, da povemo, zdaj bo leva, pa se vi že takoj pripravite na to. Pri nekaterih recimo težjih oblikah multiple, tudi kaki bombonček obesimo, pa da imajo oni predstavo, aha, zdaj pa tukaj, ko je bombonček, si zamislite. Na ta način, bom rekla, to je pač potem edina naša vloga, da pač ta del spremljamo, ampak odlično vam je šlo za prvič, res odlično. Tako da tudi, če kaki gib, tako kot je doktor Stožer povedal, tudi če kaki gib ni uspešno zamišljen, pozabiti in naprej. Ne pomeni, da terapija ni uspešna, ker vi vseeno naredite
bom rekla, v tej eni uri 240 ponovitev gibov, ne? Levo in desno. Ne? V eni seansi 80. Ne? Tako da... Ok, hvala vam. Hvala vam.